Lep pozdrav iz Strasbourga. Plenarno zasedanje se je začelo pod močnim vtisom reševanja ukrajinske krize, ki je terjala tudi veliko smrtnih žrtev. Preveč življenj ugasne oziroma je trajno hudo poškodovanih tudi v avtomobilskih nesrečah. Zato smo podprli sistem samodejnega klica v sili, tako imenovani e-call. Posebna naprava v avtomobilu bo ob prometni nesreči samodejno obvestila reševalce ter tako skrajšala čas intervencije. Od oktobra 2015 bo naprava morala biti vgrajena v vseh novih avtomobilih. Manj smrtnih žrtev in bolnikov zaradi kajenja pa je cilj tobačne direktive. Tako nova zakonodaja med drugim povečuje površino na škatlici o škodljivih posledicah kajenja za 65%, prepoveduje cigarete z okusi in od leta 2020 tudi cigarete, ki vsebujejo mentol. Zakonsko se ureja tudi e-cigareta, ki bo ostala na trgu dostopna, vendar pa bo potrebno doreči še standarde glede naprav za njihovo polnjenje. Razvoj Evropske unije je odvisen od znanja, tako domačega kot tujega. Zato mora postati Evropska unija bolj privlačna za tuje študente in raziskovalce. Ti se danes zaradi boljših pogojev za delo in bivanje odločajo raje za druge regije v svetu. Spremenjena pravila bodo denimo omogočila, da študenti in raziskovalci po končanem izobraževanju ostanejo še za leto in pol v državi in iščejo delo oziroma se poskusijo kot podjetniki. Seznanili smo se tudi z napredkom programa Jamstvo za mlade v posameznih državah članicah. Te pomoči bodo udeleženi tudi mladi v Sloveniji. Znano je, da pri nas stopnja brezposelnosti med mladimi najhitreje narašča. Pomembno je, da bo Evropska komisija temeljiteje preverjala tudi namenskost porabe teh sredstev. Le tako se bo povečala tudi učinkovitost porabe v državah članicah. Hkrati pa treba vedeti, da se z jamstveno shemo ne rešuje brezposelnosti mladih. To je le gasilna akcija. Najpomembneje je, da se izobraževalni sistemi v državah članicah Evropske unije sledijo bolj potrebam družbe in trgov, kar sem izpostavil že v svojem poročilu Mladi in mobilnost. Nova pravila o pregonu kriminalnih dejanj bodo omogočila hitrejše odkrivanje, pa tudi zaplembo premoženja storilcev kaznivih dejanj. Na področju zavarovanja se izboljšuje zaščita strank pred pastmi in nevarnostmi drobnega tiska ter izboljšuje svetovanje. Na področju avtomobilov se nam obetajo nižje emisije in s tem čistejši zrak. Leta 2020 naj bi tako povprečne emisije CO2 novih avtomobilov znašale le 95 gramov na kilometer. Na plenarnem zasedanju sem se zahvalil tudi za pomoč, ki jo je Slovenija bila in bo še deležna zaradi škode, ki jo je nedavno povzročil žled. Slovenija mora čim prej zaprositi za pomoč Evropski sklad za solidarnost. Še bolj pomembna pa je bila neposredna pomoč v času, ko smo jo najbolj potrebovali. Izpostavil sem velik pomen agregatov v času električnih mrkov v Sloveniji, pa tudi solidarnost in sočutnost ekip gasilcev, reševalcev, ki so prihajale v Slovenijo, še posebej iz Avstrije. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav!